Kakovost bivanja na našem planetu v prvi vrsti narekuje odnos človeka do narave. Že stari Grki so vedo o naravnem domu imenovali ekologija, vse do danes pa varovanje okolja ostaja predvsem veda, medtem ko človekov način življenja prevečkrat kaže povsem drugačno sliko. Zaradi povečevanja svetovnega prebivalstva in porabe naravnih virov na prebivalca je onesnaženost okolja konec 20. stoletja postala planetarno razširjena. Število svetovnega prebivalstva se je v zadnjih 100 letih povečalo za skoraj 4-krat, poraba komercialne energije za več kot 10-krat, poraba fosilnih goriv pa se je povečala celo za 15-krat. Spodbudno je, da svetovni voditelji zadnjih 18 let iščejo soglasje o trajnostnem načinu življenja. Manj spodbudno pa, da se v današnjem času spopadamo prav s posledicami krize na družbeni in okoljski ravni. Mlada avtorica Alenka Žumbar-Klopčič se je na nujnost spremembe človekovega odnosa in ravnanja s planetom odločila opozoriti preko literature. Njene zgodbe prepletajo smisel človeškega življenja in obstoja zakoni narave. Okolje kot vrednoto pa avtorica na preprost in igriv način komunicira tudi najmlajšim bralcem. V bistvu od 3. leta dalje so mišljene moje knjigice, pa potem, da jim berajo tudi starši. Tako da v bistvu posredno ciljam tudi na starše. Zakaj za živali in za naravo? V bistvu drugačna zgodba o hrastu je povsem za naravo, zato ker je okoljsko sporočilo, ker je knjigica izdana na recikliranem papirju, tudi težo ima tako, spremne besede že o tem govorijo, mecenska podpora že to potrjuje, tako da ta je povsem za naravo. Za živali pa so knjigice z živalskimi junaki, od katerih namenjam del sredstev od prodaje potem zavetiščem za živali, tako da grejo sredstva ta pravim živalskim junakom. No, sicer knjigice snujete skupaj z vašim možem? Ja, zdaj tako je. Tomaž je idejni oče večine mojih zgodbic, pa ponavadi je potem tako, da skupaj razvijava zgodbo in pa sama jo pol tudi prelijem na papir, pa poskrbim za njeno izdajo. Tako da se mi zdi pošteno, da je tudi naveden kot avtor. Če nasplošno rečem, me najprej navdihuje zgodba, ki si moram ponavadi tudi držati. Odvisno je tudi od same zgodbe, od svobode, ki mi jo da pisateljica, in potem pač lahko delam po svoje. Ker imam rada naravo, ker ljubim živali, je pač delo še lažje. Sredi novembra je šla slikanica z naslovom Drugačna zgodba o hrastu Alenke in Tomaža Klopčiča, prva knjigica v zbirki Set Earth Collection. Avtorja sta izdajo sprva predvidela le v angleškem jeziku. Da pa je knjigica izšla tudi v slovenščini, je zasluga njene mecenke, evropske poslanke Tanje Fajon, tudi avtorice uvodne besede k slikanici. No, jaz mislim, da moramo predvsem vsi se močno zavedati, kaj lahko kot posamezniki naredimo v boju proti podnebnim spremembam. Ravno ker se je končala zelo pomembna konferenca o podnebju v mehiškem Cancunu in države Evropske unije recimo še vedno niso dovolj ambiciozne v tem, kako ukrepati. In zdi se mi ta knjiga, slikanica, drugačna zgodba o hrastu, je en tak prikupen način, predvsem predstavitev otrokom, kaj lahko delajo in kako lahko ukrepajo, da bodo sami imeli, ko bodo starejši, bolj varno okolje. Tako da se mi zdi, da je to en zelo primeren način, to je mlada generacija, to so otroci, da se bodo lahko na prijeten način, to je slikanica z ilustracijami,
generacijami, spoznali s tem, kaj vse, kakšne so nevarnosti okolja in kako sami narediti sebi bolj varno okolje, v katerem živimo. Med avtorji spremne besede slikanice o hrastu Stanislavu je tudi Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik. Po njegovih besedah niso najresnejši okoljski problem sodobnega časa samo podnebne spremembe, pač pa tudi biotska raznovrstnost. Osrednji dejavnik pri zmanjševanju ogroženosti biotske raznovrstnosti je prav ohranjanje gozdov. Zato je po mnenju komisarja drugačna zgodba o hrastu okoljska knjiga na mestu, saj povezuje pomembna okoljska problema. Gre za sporočila, ki jih želimo posredovati med bralce. V tem primeru konkretnem je knjiga namenjena mladim bralcem, kar se mi zdi še posebno pomembno. In eno od sporočil, ki sem ga danes želel dati, je bilo predvsem to, da vzgajamo mlade na ta način, da prevzgojimo sebe. In mislim, da je sporočilo, ki ga knjiga prinaša, kako pomemben je gozd, kako pomembni so njegovi prebivalci, kako pomembni so za biotsko raznovrstnost, pa tudi za podnebne spremembe, tisto, kar nas mora voditi pri naših odločitvah v življenju. Izdajo druge slikanice v zbirki Set Earth Collection pa avtorica Alenka Klopčič napoveduje v mesecu januarju. Zgodba z naslovom Pi, zadnji polarni medvedek, izpostavlja problematiko ledu in kot se za pravo eko-knjigo spodobi, bo tudi ta izšla na reciklirnem papirju. Tokrat je spremno besedo k slikanici zapisala Evropska komisarka za podnebne spremembe.